Pozdravljeni ponovno v naši družbi. Občani občine Ormož se dobro zavedamo sodobnih izzivov in zahtev po znanju, saj se po dosegljivosti virov učenja za odrasle lahko merimo z vsemi večjimi mesti v Sloveniji. Kaj pa ponuja letošnji teden vseživljenjskega učenja, nam bo predstavila direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanoša. Prav Ormož je med prvimi v Sloveniji dobil možnost za izobraževanje po sodobnih oblikah in načinih učenja, kakršne razvija Andragoški center Slovenije. Tako Ljudska univerza Ormož ponuja študijske krožke, usposabljanje za življenjsko uspešnost, središče za samostojno učenje in podobno. Prav s temi oblikami jim je poleg šolskih programov za pridobitev izobrazbe zdaj bližje tudi tisto znanje, ki najbolj pripomore k osebnemu razvoju posameznika in kakovostnejšemu življenju celotne skupnosti. Vse te možnosti pa ponuja tudi teden vseživljenjskega učenja. Teden vseživljenjskega učenja je največja promocijska akcija učenja in izobraževanja v Sloveniji. Zvrstilo se bo kar 10.000 različnih prireditev, brezplačnih prireditev za uporabnike. Prireditev koordinira Andragoški center Slovenije. Na Ljudski univerzi Ormož pa smo ponosni, da že od samega začetka, torej od leta 1996, sodelujemo v tej akciji in vsako leto po svojih močeh prispevamo različne prireditve za naše uporabnike. V bistvu ta prireditev želi poudariti pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih, torej od začetka do konca se vedno znova učimo v vseh različnih življenjskih situacijah in pa za vse vloge, ki jih v življenju opravljamo. Torej, učenje se ne konča z šolanjem, ampak se moramo, če želimo biti dober delavec, učiti naprej. Prav tako, če želimo biti dober partner, moramo razširjati svoja znanja. Če želimo biti dober starš, moramo osebnostno rasti, razvijati samega sebe in v bistvu je to akcija, ki želi ljudem dati čim več znanja na čim več različnih področjih. Kaj se bo dogajalo v Ormožu? V Ormožu smo si program zastavili tako, da smo pripravili različne delavnice in predavanja in pa tudi potopise. Tako imamo sklop računalniških delavnic, vsak ponedeljek, sredo in petek od 15. maja naprej so zjutraj ob 9. delavnice v računalniški učilnici. Za njih se je potrebno prijaviti, ker je 12 mest in ne bi želeli, da bi bilo preveč zainteresiranih, da potem ne bi bilo dovolj računalnikov. Torej vsi, ki želijo sodelovati v računalniških delavnicah, naj se prosim prijavijo na telefonsko številko 741 5500. Učili pa se bomo vse od začetka, torej prvi koraki, Word, internet, elektronska pošta in preko družabnih omrežij vse do bančništva. Potem imamo sklop kreativnih delavnic, v katerih bomo se zelo prijetno družili in marsikaj dobrega naučili. Tako bomo pekli pogače pri teti Marti, izdelovali bomo poletne motive v iris folding tehniki, potem si bomo izdelali kremice, domače kremice in še marsikaj drugega. Naučili se bomo recimo izdelovati čipke in pa potem so različna predavanja, od potopisnih predavanj, kjer se bomo potepali po Šrilanki, potem se bomo naučili izboljšati naš učni stil, naučili se bomo zbirati in izbirati zdravilne rastline za vsakdanjo uporabo in pa še marsikaj drugega zanimivega. Vse te naše prireditve so objavljene na plaketnih mestih, na naši internetni strani, tako da vabimo, da se nam udeleženci kar pridružijo. In kakšna je sicer udeležba v tem času, v tem tednu vseživljenjskega učenja? Je zadovoljiva udeležba? Ja, udeležba je kar dobra. Moram reči, da smo že lani bili zadovoljni, prepričana sem pa, da bo letos še boljše. Kajti odločili smo se, da bomo svojo dejavnost, torej dejavnost Ljudske univerze, predstavili tudi v središču ob Dravi in pa pri Svetem Tomažu. V središču bomo 15. torej v petek ob
18. uri v osnovni šoli, pri Tomažu pa ob 20. Kajti zdi se nam, da se mogoče premalo poznamo, da ljudje premalo vedo, kaj lahko sploh vse dobijo v naši inštituciji in zato bi jim to želeli pobližje predstaviti. Prav tako je tudi veliko stalnih obiskovalcev, prijateljev Ljudske univerze, ki radi pridejo na naše prireditve, tako da se za udeležbo ne bojimo. So mogoče potrebne kakšne predprijave ali udeleženci kar lahko pridejo? Udeleženci lahko kar pridejo, edino za računalniške delavnice se je potrebno prijaviti, drugače smo pa veseli vseh, posebej še tistih, ki bojo morda k nam prišli prvič, ki nas še ne poznajo in ki bodo mogoče postali naši redni uporabniki. Tako da se od 15. maja v Ormožu obeta še in še priložnosti za neformalno izobraževanje, predvsem pa priložnosti za prijetno druženje. Minulo soboto je v prostorih Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj potekal sestanek v zvezi s službo nujne medicinske pomoči. Sestanek je sklicalo Ministrstvo za zdravje v okviru javne razprave na predlog pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in je potekal v prisotnosti ministrice Milojke Kolar Celarc in delovne skupine, ki reorganizacijo pripravlja. Razen ministrice Milojke Kolar Celarc in delovne skupine, ki je reorganizacijo pripravljala, so na sestanku bili tudi predstavniki vodstev Zdravstvenega doma Ptuj in Splošne bolnišnice Ptuj, poslanci in ostali deležniki, seveda pa tudi predstavniki ormoškega območja, vodstvo Zdravstvenega doma Ormož, župani in podžupani občine Ormož in občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vodstvo psihiatrične bolnišnice Ormož, vodstvo Centra starejših občanov Ormož in predstavnice SMC-ja Ormož. Sestanek je bil seveda priložnost, da se predstavnikom ministrstva in ministrici predstavijo nam znane pomanjkljivosti zamišljene nove mreže nujne medicinske pomoči v Sloveniji, željo, da jih ministrstvo upošteva. V soboto je potekala javna razprava glede osnutka pravilnika službe nujne medicinske pomoči, predvsem za naše ormoško in ptujsko območje. Na samem javni razpravi je bila prisotna ministrica, gospa Milojka Kolar Celarc, ter delovna skupina Ministrstva za zdravje, ki je pripravljala ta pravilnik. Rekla bi tako, zadovoljni nismo v takšnem smislu, ker nismo dobili konkretnih odgovorov in na naša vprašanja. In sicer na prvi del vprašanja oziroma je potem, ko je sledil odgovor, lahko rečem, da smo lahko zadovoljni in sicer v smislu, dokler se ne uveljavi ta pravilnik oziroma to prehodno obdobje, v Zdravstvenem domu Ormož ostaja vse po starem. To se pravi, naša služba nujne medicinske pomoči deluje tako kot doslej. S tem, da bomo glede na to, da nimamo še urgentnega centra za naše območje, ki je predviden v mreži, da se zgradi na Ptuju, bo našo prehodno obdobje še kakšno leto daljše kot drugod v Sloveniji. Drugi del vprašanja, ki je bil naslovljen na ministrico in delovno skupino, ali bo zdravstveni dom pridobil status satelitskega urgentnega centra, pa nismo mogli dobiti konkretnega odgovora. Je bilo sicer rečeno, da ko bo izgrajen urgentni center na Ptuju, da bodo se ponovno preverili kriteriji in po teh kriterijih odločilo, ali bomo imeli možnost pridobiti satelitski urgentni center ali pa bo tako, kot so sedaj zastavili v samem pravilniku. No in kakšno je vaše mnenje, kakšni so občutki, vas je strah, da ne bi bilo tako, kot si pravzaprav tako uporabniki kot vi zaposleni v zdravstvenem domu želimo? Moram povedati, da vseeno sem nekako zaskrbljena. Predvsem v tej smeri, ko sem gledala kriterije iz 7. člena pravilnika, bi glede na te kriterije časovna oddaljenost več kot 20 minut za naša območja
nekatera naša območja. Potem glede demografske slike, to se pravi starostne strukture, potem tudi kroničnih bolnikov, zdravstvenega stanja prebivalstva, potem tudi glede na socialni status, bi nam vsekakor pripadali satelitski urgentni center. Ampak, kot je pojasnila ta delovna skupina ministrstva, še teh kriterijev niso upoštevali. Gledali so samo podatke iz analiz oziroma, ki smo jih poročali na Ministrstvo za zdravje v preteklih letih, to se pravi o frekvenciji obiskov v času nujne medicinske pomoči oziroma dežurne službe, in moram povedati, da so ti podatki zelo nedodelani. Ugotavljamo, da so nekatera območja kar dobro beležila te podatke, nekatera jih sploh niso poročala na ministrstvo. Mi smo si jih sicer poročali, ampak ko smo pogledali to analizo, smo ugotovili, da smo marsikdaj, predvsem popoldansko delo, tudi delo po noči, ko smo kontaktirali z centrom starejših občanov in reševali tudi težave varovancev pri njih na psihiatriji, da marsikdaj se tega dela niti zabeležili nismo oziroma smo beležili podredno delo. Tako da osebno menim, da takšna analiza ne mora biti osnova za postavitev mreže. Sicer nas tolažijo v smislu, da se bodo čez nekaj let pogledali dejanski kriteriji, ampak vprašanje je, kakšna bo slika takrat. Kajti zavedati se moramo, da se v roku enega leta, ko se vzpostavi dispečerski center, vseeno spremeni nekaj povsod pri organizaciji nujne medicinske pomoči. Predvsem v smislu, da sedaj ne bomo več mi sprejemali klicev na 112, ampak enotni dispečerski center, ki bo v Mariboru za področje celotnega Pomurja, Podravja, in iz tega dispečerskega centra bodo aktivirali našo ekipo nujne medicinske pomoči, tako kot tudi v drugih okoljih. In vprašanje je, kako bo to potekalo. Tega nam nihče ne more sedaj v tej fazi povedati, čeprav ministrstvo trdi, da bo potekalo tako kot doslej oziroma celo bolje, da bodo v določenih primerih aktivirali dodatne ekipe z zdravnikom iz Ptuja, tudi kakšno helikoptersko enoto, ampak moramo se zavedati, da se gre tule nekje za populacijo 3% akutnih oziroma nujnih pacientov, ki so življenjsko ogrožajoči. Teh je v Sloveniji nekje 33 tisoč, ostalih 650 tisoč akutno obolelih, ki sami iščejo pomoč v dežurni službi oziroma izven rednega časa svojega osebnega zdravnika, pa bo na slabše. Moramo si biti toliko odkriti, predvsem v tem smislu, kajti v 30 zdravstvenih domovih, ki smo imeli status B enot in nam v tem pravilniku trenutno še ni dodeljen status satelitskega urgentnega centra, dejansko po 24 uri med tednom izgubljamo dežurno službo, prav tako pa čez vikend po 8 urah. To se pravi, da bodo morali naši pacienti, če govorim konkretno za ormoško območje, iskati v tem času, če akutno zbolijo, pomoč v najbližjem dežurnem oziroma urgentnem centru. Tako da na to vse skozi opozarjamo. In vsekakor bomo pri pripombah, ki jih bomo podali na sam pravilnik ministrstva, opozorili na ta problem in predlagali, da tiste B enote, tako imenovane B enote, kamor spadamo tudi mi, ki po tem pravilniku ostajamo brez satelitskega urgentnega centra, da se uredi ločena dežurna služba. Kajti menim, da je prav, da smo vsi enotno na območju celotne Slovenije pokriti z dežurno službo in da so naši akutno oboleli, imajo to dežurno službo čim bliže svojemu bivališču. Preden bodo z ormoškega zdravstvenega doma dali dokončne pripombe na predlog pravilnika službe nujne medicinske pomoči, v tem času še zbirajo informacije in pobude s terena.
ukolikor bi do 22. maja še bila ugotovljena kakšna nova znana dejstva. Sicer pa se v Ormoškem zdravstvenem domu v tem času pripravljajo na dan odprtih vrat, ki bo 22. maja. Tako je, 22. maja med 12. in 16. uro, to je v petek, ste vljudno vabljeni vsi naši pacienti, občani in drugi, da se udeležite dneva odprtih vrat. In sicer vam bomo na tem dnevu predstavili vse naše dejavnosti, tako na področju preventivnega delovanja, predstavili vam bomo preventivne državne programe, kot so Dora, Zora, Svit, potem vam bomo prav tako predstavili maketo debelega črevesa. Potem bo na tem dnevu odprtih vrat tudi predstavljala naša urgentna služba, potem tudi oživljanje pacientov ob srčnem zastoju. Sodelovali bodo tudi z področja zobozdravstva naši sodelavci na področju zobozdravstvene preventive. Prav tako vam bomo izvedli brezplačne meritve, tako kot vsakič, ko vam ponujamo vsebine na dnevu odprtih vrat. Prav tako bodo tudi policija in gasilci predstavili svoje delovanje in predvsem ukrepanje na preventivnem področju. Ob tem dnevu pa vam bomo tudi omogočili vsem, ki imate doma aparate za umerjanje krvnega pritiska, da se za nekako nižjo ceno 10 evrov lahko stestirajo aparati in sicer bo te meritve izvedla za to usposobljena in certificirana podjetje Lotrič, d.o.o., tako da ste vljudno vabljeni. Ponujamo vam ogromno vsebin. Lahko rečem, da je tudi ministrica na ločenem sestanku po javni razpravi, ko se je vzela kar uro časa za našo ormoško območje, zelo poudarila, da se bodo namenjala dodatna sredstva za preventivne dejavnosti v zdravstvenih domovih, to se pravi na primarnem nivoju. Prav tako se bo krepila patronažna služba. Razbremenilo se bo družinskega zdravnika v smislu, da bo postavljena nova mreža, kjer bo 1500 opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika, kar temu doslej ni tako, ko vemo, da ponekod presega ta opredeljenost tudi 2200 pacientov na posameznega zdravnika. Tako da na tem področju vsekakor bodo izboljšanja in Ministrstvo za zdravje bo namenilo dodatna finančna sredstva in tudi kader, da bomo lahko vse te dejavnosti izvajali. Takrat pa bo gotovo možnost izvedeti tudi še kaj več o predvideni reorganizaciji nujne medicinske pomoči tudi v Ormoškem zdravstvenem domu. Minulo soboto smo praznovali Dan Evrope, ki je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je v svet Evropske unije sprejel leta 1986. V Ormožu je praznovanje potekalo pred grajsko pristavo, kjer so osnovnošolci pripravili stojnice, na katerih so šole predstavljale evropske države. Med zanimivostmi posameznih držav pa so tudi bile kulinarične dobrote. Dan Evrope poteka kot spomin na deklaracijo francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, v kateri je bila prvič predstavljena zamisel o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Po tej zamisli je zrasla Evropska unija, katere članica je od maja 2004 tudi Slovenija. Evropi se je s prireditvijo tretje leto zapored poklonila tudi osnovna šola Ormož in ostale osnovne šole na Ormoškem ter gimnazija.
Tako so pred grajsko pristavo pripravili stojnice, na katerih so šole na različne načine zelo domiselno predstavljale evropske države. Ni pa manjkalo tudi kulinaričnih dobrot evropskih držav. Prisotne so pozdravili predsednik kolektiva ravnateljev Vlado Hebar, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko in podžupan občine Ormož Mirko Novak. Stojnice, ki ste jih pripravili učenci in dijaki pod vodstvom svojih odličnih mentorjev, so samo simbolni zaključek aktivnosti, ki ste jih izvajali skozi celo leto. Ko ste spoznavali značilnosti, državne simbole, znamenitosti, glasbo, kulinariko, umetnost in jezike evropskih narodov, ki so združeni v Evropsko skupnost. Ta teden se zaključuje pestro dogajanje ob tednu Evrope, ki se v ta namen slavi v vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Letošnja rdeča nit je kulinarika. Verjamem, da ste imeli možnost spoznati prehrano nekaterih evropskih držav. Tudi današnje stojnice so bogato obložene z jedmi, ki so tipične za posamezne države. Skozi razne aktivnosti ste si pridobili ogromno znanja o zgodovini Evrope, ki ni bila vedno tako povezana, kot je danes. Zgodovina Evrope se piše skozi mnoge vojne, ki so še dolgo po koncu razdruževale evropske narode. Največji in najhujši sta bili Prva in Druga svetovna vojna, ki sta za seboj pustili ogromno grobov, sovraštva in nerazčiščenih računov. Evropa na današnji oziroma jutrišnji dan pozna tudi kot dan zmage nad nacizmom in fašizmom. 9. maja 1945 se je namreč uradno končala Druga svetovna vojna. V izogib novim morijam, sporom, ki za sabo puščajo občutek materialnega in moralnega opustošenja, se je Evropa leta 1950 začela povezovati, združevati, spoštovati drugačnost. Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost, je takrat v deklaraciji med drugim zapisal Schuman. Evropska unija danes se sooča z mnogimi bridkimi preizkušnjami. Brezposelnost kot posledica gospodarske in finančne krize vztrajno narašča. Države v območju evra iščejo rešitve, kako bi se izkopale iz dolgov. Zaverjeti je, da se bo našla rešitev, ki bo ljudem zagotavljala blagostanje in mirno življenje. Mir pa je tisto, kar je najbolj pomembno. Neznan avtor je zapisal: bolje kos kruha v miru, kot pojedina v prepiru. Tukaj v Ormožu, kjer se dogaja pravzaprav eden najlepših dogodkov, ki je še kako smiselno povezan z našo Evropsko unijo. Naj povem, da je le teden dni od tega, odkar smo se Tomaževčani, kar veliko nas je bilo, vrnili iz Evropskega centra, pravzaprav iz Strasburga, kjer smo bili na obisku pri naših prijateljih, ki nam praktično krojijo politiko in usodo naše skupne Evrope. In če želite in želimo vedeti in izvedeti, predvsem pa spoznati, kaj pomeni ta velika združena Evropa, potem priporočam prav vsakomu izmed vas, da enkrat v življenju obišče te kraje, da spozna, na kakšen način deluje Evropski parlament in da se prepriča, da je praktično njihovo delo res usmerjeno samo v dobro, ne samo ene države, ampak držav kot celote. Evropa danes marsikje zveni kot nekaj, kar deluje mogoče v očeh nekaterih zaviralno. Mislim, da je takšno mišljenje zelo narobe, saj vemo, da je bila samo to in resnično samo to edina prava pot za mir v tem delu našega sveta. In moj predhodnik je dejal pomenljive besede: boljše v miru kos kruha, kot v sovraštvu kupe pojedine. In res je, Evropska unija je pravzaprav tista, ki med toliko različnimi narodi pravzaprav usklajuje, povezuje in gradi mir. Želimo si, dragi zbrani, da bi na tej poti uspevali. Skupaj z evropskimi poslanci, skupaj z vsemi tistimi, ki imajo tako ali drugače možnost vplivanja na tem področju. Če je česa Evropa potrebna, potem je potrebna miru. Današnji dan, kot je bilo že povedano, obeležujemo z ozirom na težke zgodovinske dogodke iz preteklega stoletja
med 40 in 50 leti. Z željo seveda, da se take stvari in take morije nikoli več ne dogodijo. Velika verjetnost je, da je združena današnja Evropa garant za to, da bomo lahko v prihodnje živeli boljše, lepše in v miru. Veseli me in vesel sem z ozirom na današnji program, da smo najprej pokazali, da smo Slovenci in potem kot Slovenci še Evropejci. Veste, v Evropi se ne godi in ne cedi samo med in mleko. V Evropi je veliko obveznosti, veliko dogovarjanja in včasih tudi pride kakšen diktat. Ampak kljub vsemu temu moramo verjeti, da je v Evropi prosperiteta, da je v Evropi naše mesto in da je v Evropi možnost tudi za naš boljši in hitrejši razvoj. S to željo seveda zaključujem in želim, da vi v prihodnje po svojih najboljših močeh, ko se boste izobrazili, delujete v tej smeri, da bo nam vsem znotraj Evrope boljše. To je seveda želja nas vseh. Vsekakor pa so mladi tisti, ki bodo nadaljevali skupno pot in širili povezovanja. Pestro dogajanje je na dvorišču grajske pristave potekalo med 9. in 13. uro. Dovolj, da je Dan Evrope bil dostojno obeležen. Prvo nedeljo v maju je v Ormožu bila Birma. Tudi ta je bila za mnoge občane velik dogodek, ki ga seveda tudi mi nismo prezrli. Dan, ko je v župniji Sveta Birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo. Birmansko bogoslužje in obred Svete Birme je opravil škof, ki je sicer tudi oficial metropolitanskega sodišča ter rektor mariborskega bogoslovja dr. Stanislav Slatinek. O prisotnosti domačega župnika Draga Avsenaka in velikonedeljskega priorja Janka Štamparja. Spoštovani brati in sestre, dragi mladi prijatelji, prisrčno vas pozdravljam. Z velikim veseljem smo brali čudovito lepe besede, ki ste jih zapisali na portal vaše župnijske cerkve. Oče, potrdi nas v veri. Prepričan sem, da je to globoka prošnja nas vseh, ki smo tukaj, pa še tudi tistih, ki niso mogli stopiti v cerkev. Še prav posebej pa vas, dragi mladi prijatelji, dragi Birmanci in Birmanke. Te lepe besede, ki so pravzaprav kakor geslo, smo vzklikali že ob prvem obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Leta 96. V mojem srcu so še vedno žive in upam, da bodo žive te besede ostale tudi v srcu vseh vas. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je nekje zapisal, da vsak kristjan nosi skozi življenje dve svetilki. Eno za ljudi in eno za Boga. Za ljudi nosi prižgano svetilko vere, za Boga pa svetilko svoje vesti. Danes na poseben način sveti vaša prva svetilka, tako da jo vsi vidimo. To je svetilka vaše vere. Danes je slovesni praznik, ko boste malo pred obredom Svete Birme, dragi Birmanci, boste slovesno izpovedali svojo vero. Se namreč odpovedali hudemu duhu in izpovedali, da verujete, da ljubite Jezusa, našega Gospoda. Pred 15, morda 14
Za nekatere ste bili krščeni. Takrat so vas starši nesli k krstu. Takrat so starši v vašem imenu izpovedali vero. Danes pa boste to storili sami. Zato upravičeno lahko imenujemo, da je praznik svete Birme tudi praznik vaše mlade vere. Anže, prejmi potrditev, dar svetega duha. Amen.
Tako je čez 20 birmancev doživelo po krstu in prvem svetem obhajilu svoj 3. sveti zakrament, ki jih krščanstvo imenuje zakramenti uvajanja. Sveti zakrament je v krščanstvu sveto znamenje, ki ga je postavil Jezus Kristus, da nas posvečuje. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. Po njih, kot piše Vera, nam Jezus nudi pomoč, ki jo imenujemo Božja milost. Vsekakor pa je Birma za vsakogar izreden dogodek, ki v spominu ostane za vse življenje. Prihodnji dnevi pa seveda že pišejo nove zgodbe. Tako bo v ponedeljek že 6. seja lani izvoljenega občinskega sveta. Svetniki bodo na dnevnem redu imeli 15 točk. Tako bodo svetniki najprej ocenili izvajanje občinskega programa varnosti občine Ormož v letu 2014 in se potem seznanili z zaključnim računom proračuna občine Ormož za minulo leto. Sledila bo obravnava sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika občine in seznanitev z delom medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ustanovili bodo tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in določili višino uporabnine za občinsko premoženje. Tudi nadomestnega člana v svet javnega zavoda Lekarna Ormož bodo imenovali in podali mnenje o kandidatih za ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. Za konec pa bodo obravnavali še nekaj pravno-premoženjskih zadev in izmenjali pobude, predloge in vprašanja. Toliko torej o naslednji 6. seji občinskega sveta. V nadaljevanju pa sledi pregled zadnjih športnih dogodkov, med katerimi bomo poročali tudi o zaključnem turnirju mladih rokometašev, ki je v športni dvorani na Hardeku potekal minuli vikend. Najprej pa oglasje. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponujajo vse svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet
vas pogostili pod Brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo grelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Dober dan, ljubiteljice in ljubitelji športa z ormoškega konca. Rokometni klub Jeruzalem Ormož je bil na Hardeku organizator zaključnega turnirja 4 najboljših ekip v državi pri selekciji letnika 2002 in mlajši. Za naslov državnega prvaka pri mlajših dečkih A so se pomerili Jeruzalem Ormož in Velika nedelja Karera Optil, Riko Ribnica, Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje. Ljubitelji rokometa so lahko uživali v zelo izenačenih predstavah, ker bi vsaka ekipa ob kančku sreče v določenem trenutku lahko bila prvak. Na koncu so presenetljivo državni prvaki postali rokometaši Trima, ki so po 2 remijih proti Ribnici in domačinom v 3. tekmi premagali do tedaj nepremagljive Celjane in jim pred nosom odvzeli naslov prvaka. Gostitelji so po porazu v zadnji 6. tekmi ostali brez bronaste kolajne, na katero so merili pred začetkom zaključnega turnirja. Pa gremo lepo po vrsti. Prvo tekmo turnirja sta odigrali domača ekipa in Celjani. Obe ekipi sta se že srečali v pretekmovanju, kjer sta obe zabeležili zmagi na domačem parketu. Trema pri Jeruzalemčkih je bila več kot očitna, kar se je predvsem poznalo v igri v napadu, ker so se lepe priložnosti za zadetke zapravljale po tekočem traku. V zaključku prvega polčasa so združeni imeli napad, da se nasprotniku približajo le na gol zaostanka. Storili so napako in bili kaznovani z golom v zadnjih sekundah prvega polčasa. Tako so Celjani na odmor odšli s 3 goli prednosti, 5-8. Tudi v drugi polčas so bolje krenili Celjani, ki so z 2 zadetkoma že povedli s 5 goli prednosti, 5-10. Borbeni domačini se niso predali in so uspeli zaostanek znižati na -3, 10-13. Bliže pa žal zaradi zgrešenih strelov, tudi 7-metrovke in tehničnih napak ni šlo. Varovanci trenerke Hane Kadivnik so tekmo zaključili s serijo 3 zaporednih zadetkov in za zmago s 16-10. Zmaga Celja, ki je odigralo odlično tekmo v obrambi, je bila čista kot solza. Pri poražencih je Gašper Cvetko dosegel 4, Blaž Fergola 2 zadetka. Pri gostih je izstopal vratar Denis Strašek in odlični Tim Kocijančič, ki je tekmo končal pri kar 7 zadetkih. Druga tekma med Trimom in Ribnico je bila zanimiva do zadnje sekunde. Na koncu sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 17-17, polčas 10-9 v prid Trebancev. Največja prednost ene ali druge ekipe je bila 2 zadetka. Pri Ribnici je Nik Čirovič dosegel kar 13 zadetkov od 17 svojega moštva. Tudi pri Trebancih je z 10 goli strelsko izstopal Martin Rajk. Tretjo tekmo turnirja sta odigrali ekipi Jeruzalema in Trima. Izid je bil kar 16krat izenačen in tudi po 30 minutah ni bilo zmagovalca. Združeni so dobro pričeli tekmo in povedli 4-2. Enej Kovačec je bil s 3 doseženimi goli najbolj razpoloženi igralec v prvih 9 minutah. Domači so večjo pozornost posvečali visokemu Martinu Rajku, ob tem pa pozabili na levokrilnega igralca Tima Povšeta, ki je do odmora dosegel kar 6 zadetkov. Trebancem je najprej uspelo izenačiti na 4, do odmora pa uiti na gol prednosti 10-11. V drugem polčasu so mladi Dolenci v 3 primerih ušli na 2 zadetka prednosti, vendar so se borbeni gostitelji po goli Gašperja Cvetka vrnili med žive in najprej izenačili na 16, nato pa preko atraktivnega zadetka Jureta Lukmana v 29 minuti uspeli celo povesti z golom prednosti 20-19. Končnica je bila zelo dramatična in tisti s slabim srcem so plesali na tanki žici. Rajk je izenačil na 20, Rok Rubin pa je izpustil lepo priložnost za novi gol in vodstvo. Vratnica je bila tista, ki je preprečila veselje združenih. V zadnji napad za zmago so zdaj krenili Trebanci, vendar je poskus Rajka odletel visoko prek gola.
Do zadnjega meta so še enkrat prišli gostitelji, vendar je ostalo pri pravični delitvi točk. Pri združenih 7 zadetkov Cvetka, 4 Lukmana, 3 Žiga Hergarizmana, Rubina in Kovačeca. Pri Trimu sta z 8 goli izstopala Rajk in Poše. Četrto tekmo sta odigrali zasedbi Ribnice in Celja. Skozi celoten prvi polčas so vodili Ribničani, v 3 primerih za 2 zadetka. V 13. minuti je bil izid 7-5 za Ribnico, v 18. minuti pa po seriji 5 zaporednih golov že 10-7 za mlade pivovarje. Celjani so bili boljši in povedli 14-10, 15-11 in 17-13. Celjska zmaga v zaključku tekme ni bila vprašljiva, le da je Dolencem preko Nika Čiroviča uspelo zaostanek prepoloviti na -2, 15-17. Pri poražencih 11 zadetkov Čiroviča, pri zmagovalcih 8 zadetkov Tima Kocijančiča, ki je bil nezaustavljiv v drugem polčasu. 4 zadetke k celjski zmagi je prispeval še Jakob Pelko. 5. tekma je odločala v prvaku. Po videnem pretekmo so za favorita veljali Celjani, ampak so mladi Trebanci presenetili z igro in zasluženo premagali neprepoznavne Celjane. Prednost Trima je skozi celotno tekmo znašala od 2 do 4 zadetkov, v polčasu 9-7 za Trimo in s takšnim izidom so Trebanci dobili še drugi polčas in se veselili zmage z 18-14 ter naslova državnih prvakov. Rajk in Poše sta 6 goli bila najboljša strelca Trima, Gašper Mlakar je dodal 4 zadetke. Pri gostih 5 zadetkov Martina Deželaka in Tima Kocijančiča, premalo za uspeh nad Trimom. Zadnja 6. tekma med Združenimi in Ribnico je tako odločala o bronu v državi. V Taboru domačih so upali, da jim bo uspelo zaustaviti prvega strelca turnirja Nika Čiroviča. Toda obramba Jeruzalemčkov je bila tudi na tej tekmi slabša, kot je znala biti na tekmah v pretekmovanju in polfinalu. Začetek je sicer pripadal domačinom, ki so povedli s 5-4 in 6-5. Na zadnje vodstvo Združenih so Ribničani odgovorili s serijo 4-0 in prevzemom vodstva za 3 zadetke 6-9. Na odmor so lanskoletni državni podprvaki učili s 4 goli prednosti 7-11. Po nekaj uspešnih obrambah Aleša Zemljiča v golu Jeruzalema je prednost gostov takoj spahnela na -2, 10-12. Žal se je v drugem polčasu razigral Čirovič, ki je v pičlih 15 minutah mrežo domačih zatresel kar 7-krat in je tekmo končal pri 11 doseženih golih, turnir pa pri kar 35 doseženih golih na le 3 tekmah. Boljši izid domačinom so preprečile tudi 3 zgrešene 7-metrovke v drugem polčasu. Zgrešili so Gašper Cvetko, Denis Škrinjar in Jure Lukman. Na koncu so se zmage z 20-17 in bronaste kolajne veselili Ribničani. Združeni so turnir zaključili na 4. mestu, pa kljub temu v domačem Taboru ni bilo razočaranja, saj bi tudi že ob kančku več sreče bila dosegljiva tudi bistveno višja uvrstitev. Združeni so poleg Ribnice tudi edina ekipa, ki se je uspelo uvrstiti na vse zaključne turnirje te generacije, kar dokazuje, da je ekipa obdržala kvaliteto in da spada v sam slovenski vrh. V najsedmerko so po koncu turnirja bili izbrani Miha Gaberc, Trimo Trebnje, ki je bil tudi najvratar, Tim Poše, Trimo Trebnje, Martin Rajk, prav tako Trimo Trebnje, ki je bil tudi izbran za najigralca turnirja. Iz celjske vrste v najsedmerko bila uvrščena Martin Deželak in Tim Kocijančič. Nik Čirovič iz Ribnice je bil najboljši strelec s 35 zadetki in član idealne sedmerke. V idealno sedmerko je bil izbran tudi Žiga Borko iz rokometnega kluba Jeruzalem Ormož in Velika nedelja Karera Optil. Medalje in pokale najboljšim so podelili Goran Cvijič, generalni sekretar pri Rokometni zvezi Slovenije, Goran Debelak, komisar Lige tekmovanja mladih, Jani Klemenčič, selektor kadetske reprezentance Slovenije in Tomislav Balent, vratar Jeruzalem Ormoža. Za združene so 4. mesto v državi usvojili Aleš Zemljič, Ijan Mesarec, Domen Šošter, Rok Rubin, Žiga Hergarizman, Enej Kovačec, Alen Kosi, Žiga Borko, Jure Lukman, Blaž Fergola, Gašper Cvetko, Denis Škrinjar, Maj Voršič, Tadej Ozmec, Matic Kocbek in trenerja Uroš Krstič in Davorin Kovačec. Gruča ljudi se nam tekmovali, a v naših srcih se pesem rodi. Za čast in slavo, dajmo danes spet zmagati. Borba in moč v naši duši leži, le športno jo je treba aktivirati. In skupnimi močmi, dajmo danes spet zmagati. Navijamo za Ormož, navijamo za Ormož, Ormož je za Ormož šampion.
Ljudi se natekmovali, a v naših srcih se pesem rodi. Za čast in slavo, dajmo danes spet zmagati. Borba in moč v naši duši leži, le športno jo je treba aktivirati. In skupnimi močmi, dajmo danes spet zmagati. Špilamo za Ormož, navijamo za Ormož, Ormož, Šerka, Ormož, šampion. Špilamo za Ormož, navijamo za Ormož, Ormož, Šerka, Ormož, šampion. Naše strelke in strelci so se minuli vikend mudili na 46. veliki nagradi Plzna na Češkem. Na tekmi je nastopilo kar 643 udeležencev iz 33 držav. Tekmovalo se je v 17 disciplinah, od tega v 10 olimpijskih. Slovenijo je zastopalo 23 strelk in strelcev, iz Ormoža Petra Vernik, Urška Kuharič, Vesna Mele in Kevin Venta. Najuspešnejši nastopi slovenskih strelcev so uspeli Urški Kuharič in Željku Mojičeviču na 11. in 12. mestu z zračnima puškama ter Kevinu Venti s 13. mestom z malokalibrsko pištolo na 50 metrov. Mlada ormoška strelka Urška Kuharič je bila zelo uspešna tudi v preostalih dveh disciplinah z malokalibrsko puško, saj je v ležečem položaju s 619,2 kroga za 0,3 kroga izboljšala državni rekord Renate Oražem iz lanskega leta ter usvojila 19. mesto. Odlično se je odrezala tudi druga mlada ormoška strelka Petra Vernik in se s svojim osebnim rekordom 618,4 kroga uvrstila le 2 mesti slabše od Kuharičeve. Ekipno so Kuharičeva, Vernikova in Oražmova izboljšale ekipni državni rekord za kar 8 krogov, ki so ga septembra na svetovnem prvenstvu v Granadi postavile takrat še izvrstne mladinke, zdaj pa članice. Ukolikor Oražmova ne bi imela poškodovane roke, pa bi Slovenke bile zelo blizu ekipnega odličja. V ekipni razvrstitvi so slavile Poljakinje, med posameznicami je zmagala Nemka Silvija Rahel. Tudi v trojnem položaju za malokalibrsko puško je bila od slovenskih strelk najboljša Kuharičeva, ki je s 571 krogi usvojila 65. mesto.
Preostali slovenski strelki Petra Vernik in Renata Oražem sta s 561 in 559 krogi osvojili skromno 95. in 101. mesto. Kljub temu pa znova pomembno prispevali k ekipnemu uspehu Slovenk, ki so se 1691 krogi postavile nov ekipni državni rekord ter osvojile 19. mesto. V finalu je nato še drugo zmago v Plznu slavila Nemka Silvija Rahel. Za zračno puško je v odsotnosti naše najboljše strelke in olimpijke Žive Dvoršak slovensko čast dostojno branila ormoška strelka Kuharičeva. Ta je bila le streljaj za 0,6 kroga prekratka za uvrstitev v veliko finale osmerice. Na koncu je Kuharičeva osvojila 11. mesto, najviše med vsemi Slovenci. Preostale slovenske strelke Sonja Benčina, Klavdija Pufič in Petra Vernik so osvojili 46., 57. in 78. mesto. V ekipni razvrstitvi so Slovenke osvojile 10. mesto, ter za dobrih 17 krogov zaostale za zmagovalkami iz Nemčije, oziroma bile le za dobrih 5 krogov oddaljene od odličja. V finalu posameznic je slavila domačinka Lucije Dudova. Ormoški strelec kovinarja Kevin Venta se je po izboljšanju nepremagljivega in skoraj večnega 43 let starega državnega rekorda s 562 krogi na prvem kvalifikacijskem turnirju v Ljubljani visoko zavihtel tudi v Plznu. S 548 krogi je sicer zaostal za svojim rekordnim dosežkom, vendar kljub temu osvojil visoko 13. mesto. Do finala so mu zmanjkali 3 krogi. Preostali slovenski strelci Blaž Kunšek, Boštjan Simonič, Rok Ivanc ter Simon Simonič so zaostali za svojimi pričakovanji, ter so osvojili 54., 60., 67. in 79. mesto. V finalu je slavil Italijan Alessio Torahi, ekipno 11. mesto Slovenije, ekipna zmaga pa je odpotovala na Hrvaško. Za zračno pištolo slovenski strelci niso blesteli, najviše med njimi se je uvrstil Venta s 569 krogi na 38. mestu. V finalu je zmago slavil domači češki strelec Pavel Svetlik, ekipno Slovenija na 12. mestu, zmagali so Nemci s 1730 krogi. Zaključili bomo z nogometom. Tekmovanje v Ptujski superligi je prišlo v sklepni del. Odigran je bil 19. krog. V ligi za prvaka so nogometaši Središča ob Dravi gostovali v Gereči vasi. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v drugem polčasu pa prava poplava golov. V 71. minuti je Perišić zadel za središko vodstvo z 2:1. Domačim pa je uspel v zadnjih 10 minutah čudežni preobrat s 3 doseženimi goli in zmago 4:2. V drugi tekmi lige za prvaka je Videm s 3:0 premagal Stojnce in na lestvici vodi z 2 točkama prednosti pred Gerečjo vasjo in 6 pred tretjim Ormožem. Ormožani so bili v prvem krogu lige za prvaka prosti. V drugem jih čaka v nedeljo 17. maja ob 17. uri v Mestni Grabi tekma s Stojnci. Središčani bodo v soboto 16. maja ob 17. uri na Tratah gostili vodilni Videm, ki so ga v rednem delu prvenstva doma že premagali. Obeta se zanimiv nogometni vikend. V ligi za obstanek sta ekipi Cirkolan in Hajdine remizirali z izidom 2:2. Boči Spolčan je v gosteh s 5:1 ugnal Apače. Tudi boj za obstanek v ligi bo še zanimiv. Najmanj možnosti za obstanek v Ptujski superligi imajo nogometaši Boča, ki zaostajajo 4 točke za predzadnjo uvrščeno ekipo Hajdine. Za konec pa še nekaj o vremenu. Vikend prinaša delno oblačno vreme, naslednji dnevi, prihodnji teden pa prinašajo sonce in temperature tudi do 30 stopinj. Lepo se imejte, poletje ni več tako zelo daleč. In pridružite se nam znova čez teden dni.